24. krog Prve lige Telekom Slovenije je prinesel derbi Ljubljanske kotline med tretjimi Domžalami in drugo ljubljansko Olimpijo. Trener Simon Rožman je imel precej težav s sestavo moštva, saj so ob kaznovanemu Gregorju Sikošku manjkali tudi Šamar Nikolson, Dejan Lazarevič, Marko Čubrilo, Bruno Ibeh in Dejan Milič. Posledično je svoj prvi nastop v rumenem dresu vknjižil Tilen Pečnik, ki je začel v udarni enajsterici. Pred okoli 2000 gledalci so tekmo sredine igrišča začeli nogometaši Olimpije, ki so si prvo priložnost priigrali v 4. minuti. Po podaji Gorana Brkića s kota je Rok Kidrič nevarno sprožil z glavo, z imenitno obrambo se je izkazal vratar Krševan Santini. Slednji je bil znova v nevarnosti v 10. minuti. Svoj strel je preizkusil Stefan Savić, ki je meril nenatančno. Na drugi strani igrišča je nemudoma odgovoril Tonči Mujan, ki je z podobnega položaja prav tako meril previsoko. Vsega 2 minuti pozneje so dvakrat po podajah s kota zapretili Domžalčani. Obakrat je podal kapetan Senijad Ibričić. Prvič je z glavo streljal Slobodan Vuk, njegov nekdanji soigralec Nejc Vidmar pa je žogo odbil. V drugo pa je Gaber Dobrovoljc žogo vrnil pred vrata, kjer je bil v ugodnem položaju Matej Podlogar, a žoge ni uspel preusmeriti v okvir vrat. Domžalčani so nadaljevali s pritiskom na vrata zelenih. Svoj močan strel je preizkusil debitant Pečnik, Vidmar pa je znova žogo odbil v kot. V 18. minuti nov kot za domačine. Podaja Ibričića je našla Adama Gnezdočerina, ki je z glavo streljal nenatančno. V 24. minuti prosti strel za Ljubljančane. Močno je sprožil Brkić, a brez večjih težav za Santinija. Po slabe pol ure igre je Brkić poslal predložek pred vrata Domžalčanov. Slednji so odbili do Savića, ki je na levi strani zaposlil Marija Jurčevića. Ta je želel poslati predložek pred vrata, a je žoga na koncu preletela vratarja Santinija in končala v mreži. Nenadejano vodstvo Olimpije. V 36. minuti nov kot za rumene. Po podaji Ibričića je z glavo streljal Podlogar, vendar premalo močno za ljubljanskega čuvaja mreže. Tik pred koncem prvega dela igre odlična akcija domačih. Po podaji Ibričića je Vuk žogo v kazenskem prostoru lepo namestil Mujanu. Strel Hrvata je z obrambo v kot odbil Vidmar. Drugi polčas se je začel po željah zelenih. V 48. minuti je Brkić krenil hiter protinapad. Po uspešnem preigravanju je strelom premagal še vratarja Santinija in podvojil vodstvo Olimpije. V 54. minuti je na levi strani prodiral Jurčević. Žogo je zavrnil do Jana Andrejašića, ki je sprožil. Vratar Santini je bil znova zanesljiv. Rumeni so nemudoma odgovorili, Ibričić je izvajal kot. Pred vrati se je najbolje znašel Amedej Vetrih, ki je dosegel svoj drugi gol v sezoni in znižal zaostanek svoje ekipe na 1:2. To je bil 10. prvenstveni gol Primorca v dresu Domžal. A Vetrih je hitro postal tragični junak. Vsega 5 minut po doseženem zadetku je storil prekršek nad Asmirjem Sulićem in glavni sodnik Slavko Vinčić mu je pokazal neposredni rdeči karton. Čeprav so Domžalčani na igrišču ostali z igralci manj, so iz minute v minuto postajali nevarnejši. Prvi je svoj strel preizkusil Nermin Hodžić, ki je v 56. minuti zamenjal Mujana. Že v naslednji minuti je bilo znova vroče pred vrati Olimpije. Tokrat je sprožil Pečnik, žoga pa je zletela za las mimo daljše vratnice. V 68. minuti je Ibričić močno sprožil z prostega strela. Vratar Vidmar je s precejšnjimi težavami žogo le uspel zadržati v svojih rokah. Le minuto pozneje je trener Simon Rožman v igro poslal 19-letnega Darija Kolobarića. Najboljši strelec mladinske ekipe Domžal se je v svojem debitantskem nastopu v najmočnejši slovenski ligi nemudoma znašel priložnosti. Po uspešnem preigravanju je njegov strel zaustavil Vidmar. Olimpija je imela naslednjo priložnost šele v 74. minuti. Po podaji Sulića je strel Oskarja Kregarja zaustavil Santini. V 82. minuti je z razdalje sprožil Kidrič. Žoga je oplazila Dobrovoljca in zletela za las mimo desne vratnice. V naslednji minuti pa lepa akcija Kregarja, Kidriča in Savića, ki se je znašel sam pred vrati Domžal. Z natančnim strelom je premagal Santinija in Olimpijo še drugič na tekmi popeljal na 2 gola prednosti. Kljub temu se rumeni niso predali, v 90. minuti je akcijo začel Gnezdočerin, nadaljeval Kolobarić, zaključil pa Vuk. Z odlično obrambo se je izkazal Vidmar, ki je poskrbel, da se je Olimpija veselila zmage s 3:1. Domžalčani bodo v naslednjem kolu gostovali v Celju, tekma ekip z enakim številom točk na lestvici bo na Areni z Dežele v soboto ob 19.